Kaj bi svetoval vrtnikom, ki pridajo domov, pa delnico samo na tablici, na računalniki, ker ti verjetno za to toliko nimaš časa? Da naj grejo rajši kaki šport trenirati. Dragi gledalci našega podcasta Neokvirjeno, spet smo z vami in seveda danes imamo prav posebnega gosta, mlajše generacije in najbolj zanimivo je, da vedno reče, bolje blatno, bolje zabavno. Z nami je namreč motokrosist Matic Žibek in seveda njegov oče Robert Žibek. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Kako, Matic, kako bi, če mi dva začnemo, kaj ti pomeni motokros? Motokros mi pomeni vse. Kolikokrat na teden treniraš? Na teden vsaj 3-krat. In samo pri katerih letih si začel dejansko z motokrosom? Prvič sem dobil 4 kolesnika pri 4 letih. Ker prej si se spogledoval bolj z nogometom, kot pa z motokrosom. Kaj je Ja. potem tisto ta električni 4-kolesnik je bil tisti, ko je prevladal? Ja. Da si potem presedlal na... Kako pa, če še zdaj malo Ateja vprašamo, kakšna je to odločitev? Ali kako pride, ali kako ste prišli na idejo, ali je otrok rekel, jaz bi pa zdaj vozil motokros, ali kaj je bilo tisto prelomno? Matic je taki zelo adrenalinski tip človeka, bi lahko rekel. Ko v bistvu s tem 4-kolesnikom, ko ste ga že omenili, je začel se voziti, pa je kar hitro bil na 2 kolesih, ki je naredil tudi po 2 kroga po 2 kolah v bistvu. Ne? Ga je 2 kroga naštudiral po 2 v kolah trenutku. naštudiral. S tem, da je včasih tudi zmes dol skočil z motom, mislim, s 4-kolesnika, pa potem nazaj gor, recimo, povlek je, laufo je povlek, ne. Tisto je potem hitro prerasto, pa uničil tudi, ne. Potem smo pa mu enega takega manjšega krosara kupili. In to je bil začetek. Tisto To je je bil to. potem začetek, ki ga je tudi hitro potem uničil, bi lahko rekel. No. Odlično. Ja. Potem smo pa začeli z KTM-om 65, pa potem na Yamahu, tako imamo tudi danes zdaj, 65 kubično, pa to zdaj potem tudi vozimo. Kako pa to spoznavanje, motokros? Eno je vožnja, ko se pelješ za užitek, kot sam praviš, bolje blatno, bolje zabavno. Ampak kako pa potem, ko se začneš pripravljati na tekmovanja, pol si se vpisal v šolo ali kako gre ta postopek? Ker zdaj voziš za Orehovo vas, ne? Ja. V bistvu ja, prve korake smo naredila doma sama, na travniku, pol smo pa začela trenirati pri Motocross Akademija Sašo Kragel, ki mu je tudi potem pravilno ga naučil, kako se sama drža rok, nog, pozicija na stopalkah, same tehnike vožnje, ker v bistvu jaz mu tega nisem znal pokazati, ker jaz prej tudi nisem vozil nikoli motokrosa, tako da smo začela pri njemu, pa tudi nadaljujemo pri njemu. Tako, je Sašo tvoj vzornik ali je kateri drugi? Tudi Sašo, pa Tim Gajser. Tim Gajser tudi. Tako da boš poskušal po njegovih stopinjah. Začel pa si nastopati kdaj? Kdaj sta se prvič udeležila? Prva dirka je bila Mačkovci, pokalno prvenstvo. To je bilo 22, september 22. V bistvu zgolj čist probali smo, Matic je tudi zelo želel te tekme odpeljati. Rezultat, koliko si bil? Predzadnji. Predzadnji. Dobro, rezultat tak ni bil. Važno je sodelovati, Važno je bilo ne zmagati, sodelovati, pa ja. da smo bili zraven. Pol smo pa začeli potem lansko sezono, 23, smo pa vozila v bistvu komplet državno, vse državne tekme, pa pokalno prvenstvo Slovenije. In pol so pa že bili boljši rezultati, ne? Bila smo 7. skupno, in v državnem in v pokalnem prvenstvu.
Kako pa so potem te kategorije, kako potem napreduje, sedaj ste na 65 kubikih, kdaj je potem to gre po teži tudi ali Ne, voznika? po letih starosti voznikov, od 6 do 9 je 50 kubičnih centimetrov, pol so 9 do 12 so 65, od 12 do 14 so potem 85, pol pa ne vem naprej točno. Mislim, da je 16, 125, pa potem ne vem, 17, ne vem točno naprej, koliko so. To še boste naštudirali, To še bomo naštudirali, tako ko bomo tako daleč. daleč. Ne. Prej sva se že malo pogovarjala, kako je s treningi, kolikokrat na teden treniraš, Treniram vsaj 3-krat na teden kje je ta trening? na različnih provah. Zdaj smo največ v Orehovi vasi. Doma si tega ne moreš privoščiti, ker pol bi te sosede bi te jezno gledale, verjetno, če bi se okrog hiše vozil s krosarom. Tako, naj povem našim gledalcem, da prihajate iz Lenarta, dejansko, in bi tu potem res težko, če bi se po Cankarjevi vozila z krosarjem. Ne? In kako pa usklajuješ, potem verjetno ni samo vožnja, so še potrebni tudi druge vaje, verjetno drugi treningi. Ja, treningi za kondicijo. To je potem kako, tekanje ali fitness? Največ tekam. Največ tekaš. Koliko pretečeš dnevno, Ponovadi 2 km pa pol. In to počneš v Lenartu ali se z avtom kam odpeljeta? V Lenartu. V Lenartu v glavnem, tako da. In kako pa vi usklajujete potem, ker zdaj, ti si zdaj 11 let? 10. 10. In kako potem, treba ga je voziti na vsaki trening, dejansko, kako to usklajujete službo, verjetno je to kar naporno, ne? Ja, ni enostavno služba, pol še ta SP, v bistvu, ko ga imam še zraven, motocross, vikendi, je zelo včasih moraš malo gledati, ki, kak, kdaj, kam, zakaj ne. Ja. Ker se pravi, vse skupaj uskladiti je kar potem naporno. Ne? Je kar naporno. Ja. Kaj pa je tebi najbolj naporno, ali kar se motokrosa tiče, ti nič ni naporno? Ne. In potem, kako izgleda, opiši nam en dan, kako izgleda trening. Pripelješ se v Orehovo vas, potem zate jim data iz kombija motor. Potem se pripravim, se oblečem, pa razgivam se, potem pa nastopi čas treninga. Ponavadi je 15 do 20 minut trening traja, potem je pauza, pa že pol tako naprej več treningov. Nam je povedal tvoj sosed Sven, je rekel, da si zelo aktiven, da 2 kroga narediš, si že dol z motorja, že nazaj gledaš na progi, še malo, pa spet na motor, pa nazaj. Tako da res se vidi, da uživaš v motokrosu. Res je. To pomeni, motokros ti pomeni vse. Ja. Za druge športe verjetno tako nimaš časa in v glavnem je to kondicijski treningi, pa vse, kar je povezano z motokrosom. Ja. In kakšni so tvoji načrti za naprej? Da bi zadržal to drugo mesto zdaj. Ako si ga zdaj osvojil 12. maja, mislim, da je bilo pokalno prvenstvo Slovenije v dolini pod Kalom, ne, in tam si bil srebrne, drugo mesto, stopničke. To so prve stopničke. Res je. Kakšen je ta občutek, ko stopiš na stopničke, pa pogledaš po množici, pogledaš Ateja? Vrhunski. Vrhunski, je tisti občutek, ne. Ja. Kako pa vi gledate na to, kako gledate na sina, ko stoji na stopničkah, pa rečete si, ok, veliko vlagamo, ampak splača se, je to ena potrditev? Je. Kar malo solzne oke dobiš, ko vidiš svojega sina na stopničkah, čeprav so to začetki še, se vidi tisti trud, ki ga je on vložil v same treninge, odrekanja, ki jih pač se moraš včasih čemu tudi odreči, da smo lahko tu, ki smo, recimo. Ne? Ja,
res lepi občutki, ko je stopil zdaj prvič na stopničke. Kako pa, ne? Veliko krat rečemo, vse se začne in konča pri denarju. Kako pa to usklajujete? Verjetno je to kar velika obremenitev za družinski proračun. Ja, zelo velika. Ne. Recimo, ne vem, sam motor je nekje 5000 evrov, zavarovanje, adrese, potovanja sama na tekme, na treninge. V bistvu, če greš nekam na trening, je to takoj pol dneva, ali pa včasih, če greš kam dalje, tudi cel dan si tam na treningu. Ne. Čeprav naredi 4 runde po tam 20 minut, pa ure, pač odvisno, kak je teren, ne. Ampak je kar zahtevno, no. Vse skupaj. Ne. Nekaj imamo tudi sponzorov, Airmobil, avtomehanika Boštjan Vohl, avtoprevozništvo Bojan Krajnc, pa MG Group, Mikl Grega elektroinštalacije. Te 4 v bistvu imamo zdaj. Mislim, da lani, ko smo mi objavili članek v Outerjevih novicah, si dobil prvega sponzorja, to mislim, da je bil bencin. Ja. Tako da, v glavnem vsi tisti, ki želite podpreti mladega Lenarčara, sedaj je priložnost, da se tudi vključite in mu pomagate dejansko, ker je res zelo zagnan. In proge so različne. Matic, povej nam malo o teh progah. Ene so bolj peščene, ene te Slovenije goričke, prihajaš iz blatnih slovenskih goric, bi lahko dejala. Zato ti je mogoče blato bolj všeč ali imaš rajši malo bolj peščene proge? Je mivka tudi dobra, ampak mi je bolj všeč blato. Drži še vedno ta izraz, bolje blatno, bolje zabavno. Ja. Kako pa potem na sami progi, vseeno so to motorje manjših moči, 65 kubične. Kako se pol znajdeš v tem velikem blatu dejansko, ker da motor to sploh zmore, ker tu so potem veliki kolesniki, verjetno nastanejo v tem blatu in je to zelo težko premagovati in tudi kondicijsko moraš biti za to pripravljen. In potem treniraš, praviš, 3-krat na teden. Ja. Kako pa potem to usklajuješ z šolo? Ne, pač moram se učiti sproti. Ti učiteljica spregleda kako domačo nalogo, če rečeš, da si bil na treningu? Ne. Tako da je potem, so kar odrekanja, ne, če pogledaš svoje vrstnike, pa si je več športnikov v razredu ali si edini? Pač ni nas toliko, je pa nas nekaj. Nekaj vas je v glavnem, ampak ti sedaj že lahko rečeva, se profesionalno ukvarjaš športom, to je pa potem že kar, ni več to mačji kašelj, bi lahko rekli. Tako da, kako pa vrstniki gledajo na tebe? Prej sem te malo v šali spraševal, kako punce, pa sva rekla, da o tem nema, ker je ata zraven, bova drugič kova sama. Kako gledajo sošolci na tebe, te spremljajo, jih zanima, kaj počneš? Ja, mene največ en sošolec spremlja, ker tudi sam ima 4 kolesnika doma. A sam ima 4 kolesnika tudi doma? On je ostal na 4 kolesnikih. Ja, nekaj časa imel krosara, pa mu je bolj zabavni postal 4 kolesnik. Kaj pa ti zdaj imaš krosara, pa 4 kolesnika, te ne zanima več? Je boljše na 2 kolesih ali na 4? Na 2. Na 2. Aha, se ata rekel že, da si hitro 4 kolesnika, si se potem tudi po 2 kolesih. Ja. In ta vožnja v teh težkih pogojih, v blato, v pesko, tu vedno, če ni blato, je prah, ne? In to te tako veseli. Kako izgleda, ko prideš domov? Verjetno greš najprej v kopalnico ali kako je s temi treningi? Ja, prvo v kopalnico. In kaj reče mama, verjetno kopalnica je kar blatno vse skupaj, ali ne? Oblačila bolj. Oblačila bolj, ne? Tako, drugače pa, čez palec rečeva, koliko je letni strošek, ker si mi navadni smrtniki sploh ne znamo predstavljati, kaj to pomeni, da pač dejansko sponzoriraš, vi ste njegov glavni sponzor, Ja. sponzoriraš enega takega najstnika dejansko pri tem športu. Tako sem že prej rekel, motor cirka 5000 evrov, ne. Pol je en taki malo večji servis motora, tam 600-700 evrov, recimo tudi še zraven, ne. Ki jih načeloma narediš tam 2 do 3 servise, moraš narediti skoraj, ali pa še tudi več. Ljudje, ki so več na motorjih,
se potem več rabi, tudi večkrat moraš taki servis narediti, recimo, ne. To je, ne vem, menjava bata, ojnice, vzmetenja, prednje, zadnje vilce, amortizacija, ploščice, bremze, ne. Zavarovanja potem tudi, ne. Za primerjavo, recimo, lansko leto smo 5 zadnjih gum porabila v celi sezoni, recimo, letos smo do zdaj že ponudila 5 zadnjih gum, ne. Toliko več se zdaj pelje, večja obraba je potem zadnje gume, več drsenja, avtomatsko potem gume bolj trpijo, ne, ko pa so lansko leto trpele, ne. Zanimivo, ne, koliko Recimo, zdrži ena guma? Ja, zadnjič smo za dirko recimo dala novo gumo gor, pa je zdržala dirko, pa 2 treninga, pa so bili štopli ne zrabljeni, ampak jih je potrgalo v bistvu, no. Ker smo bili na enem malo tršem terenu, mogoče je bila malenkost bolj slabše pripravljena proga, ko bi lahko bila, ne. Mi pravimo tako, da bi se po asfalti vozil, ne, in to je potem smrt za gumo, ne. No, jaz bi pričakoval, da ta guma zdrži bistveno več, dejansko v platu. Guma se hitro obrabi na asfaltu, ne, ampak očitno ni ta moja teorija prava. Ja, se pravi, ta proga je bila res slabše pripravljena, no. Betonska, lahko rečeš, ne. Drugače pa, če bi vozil samo mivko, recimo, potem ti ta guma dosti dalje to izdrži, ne. Kaj pa stroški samega šolanja v tej akademiji Sašo Kragelj, pa to je tudi plačljiva zadeva? Tudi se plača. Se plača. V bistvu sam trening se plača, plus proga še, ne. Vsak trening, v bistvu kam gremo, s potnimi stroškami, tam nekje 100, 120, 130 evrov, recimo. En trening, ne. Tako da ati potem kar vloži dejansko precej, samo je ponosen na tebe, tako da se splača. Tako da zdaj, ko si začel dobivati medalje, stati na stopničkah, zdaj mislim, da bo tudi bistveno lažje. Tebi je verjetno lažje trenirati, ko dobiš eno spodbudo, ata pa tudi ve, pa tak ti zaupa, da je na pravi poti. Ja. In kot si še dejal, načrt ti je ostati tu, kaj pa mogoče bližnji cilj je za obdržati to mesto, kako pa bolj naprej? Ja, potem pa se tudi hočem več dirko deležiti. Potem čim več dirk. Letos- Kako gre tu? Državno prvenstvo, kaj je to državno prvenstvo, polje pa... Tako, v Sloveniji sta 2 prvenstvi, v bistvu, ki sta pod okriljem AMZS-ja, državno prvenstvo Slovenije motokrosa in pa potem pokalno prvenstvo motokrosa. So še neke druge tudi, ki jih mi dva trenutno ne vozimo. Pol pa je Evropsko prvenstvo motokrosa, ki smo se letos udeležila tudi tekme v Brežicah, ki je bila organizirana pri nam. Druga tekma je bila pa v Zabuku, ko smo tudi imela namen iti peljati, ampak je žal zbolel. Tako da žal tega nismo mogla odpeljati. In potem lahko sam odločaš, katere dirke boš ali katerih ne boš vozil. Kaj, točke se pa seštevajo potem. Ja, točke se še In potem, zanimivo, ne, če je državno prvenstvo, pravite, da so tudi tekme v tujini, ali kako je s tem pa trenirate v tujini? Ne, državno prvenstvo je samo v Sloveniji. Samo v Sloveniji. Samo v Sloveniji. Evropsko prvenstvo je bilo pa zdaj, letos je bilo v Sloveniji, navadno, zdaj 2 leti zaporedoma je bilo, enkrat lani je bilo v Orehovi vasi organizirano, pod okriljem Motocross Akademija Sašo Kragelj. Letos je bil AMD Brežice, pa Zabok, lani je bil Francija, ena tekma je letos na Portugalskem, kar je sicer nekje 2500 km oddaljeno od nas in je malo preveliki zalogaj, da bi šla tam dol na Portugalsko voziti, ne. Ja, ker tu je potem letalski prevoz, nekaj s kombijem. Ne, s kombijem greš, navadno. A s kombijem? Ja, večinoma po Evropi. Vseeno potem, če bi šel z letalskim prevozom, je to potem kar neka dodatna prtljaga, motor je kar velik. Zdaj pa en motor iti samo na tako pot, samo z enim motorom je malo riskantno, ne. Imaš neki feler na motorju, neko kvar, se lego samo obrneš, pa greš domov dobesedno, ne. Se to sem ravno hotel vprašati, če je en motor dovolj ali koliko motorjev imaš trenutno?
Trenutno imam en motor. En motor in potem rezervne dele, verjetno, ki Ja. morajo biti pripravljene. Ja. Nekaj imamo, smo sicer v nabavi novega motora. Želje so. Tako da Ja. upamo, da se bo realizirale. Ne? Tako da bo. Ja, če bi imel potem dva motorja, pol je bistveno lažje. Ne? Ja, tako v Brežicah na prva državna tekma nam je spustil Killer, recimo, ne. Za prvo tekmo na kvalifikacijah je spustil, za prvo tekmo smo še ga nekako za silo pokrpali, ne. Ampak pol sem si pa od kolegov sposodil Killer, tako da hvala tudi temu kolegu, da mi je posodil v bistvu od njegovega rezervnega motora Killer. Aha, da ste potem. Da smo potem hladilnik, v bistvu. Ja. In kdo je potem tisti prvi mehanik, je to Ata ali kako? Mati največ tira na motor, ampak tudi trener kaj pomaga. Tudi trener potem pomaga, ker tu so potem pomembne nastavitve, tudi verjetno na proge, pa na vse to je treba motor pripraviti za vsako progo različno, ali kako je s tem? Načeloma še ni tu zdaj toliko Ni, aha. pomembno, da bi tako, ne vem, Tim Gajser ali pa Jan Pancar ali pa tile, Ja. kaj vozijo svetovno prvenstvo, tam so že bolj potem finese, neke nastavitve, pa ne vem, prilagoditve na same proge. Mi še zdaj tega nekaj tako prakticiramo. Da bi rekel, Kako zdaj- pa je potem to s friziranjem teh motorjev nič? To je serijsko, tako kot je? Mi Ali? dva še trenutno vozimo čisto trgovinski motor, taki, kakega smo pripeljali z trgovine, takega še trenutno imamo. Aha, ker, Moje mišljenje, ne, dokler se ti ne pelješ z motorom, vsej nekje na 90% motora izkoriščenega, ne, je potem ni smiselno. Sav, kako pa je potem s temi pravili? Potem, jaz se spomnim, ko sem jaz bil malo starejši, kot sedaj Matic, ne, potem smo menjavali te dize na APN-kah in tako naprej. Ne, pa je to potem tudi to dovoljeno, samo s tem, ko bike spreminjaš? Ne? V bistvu volumen bata ne sme preseči 65 kubičnih centimetrov. Samo tu je pogoj, vse ostalo je dovoljeno. Vse ostalo je Vse dovoljeno. ostalo je ne? dovoljeno. Samo Recimo, če- ne vem, daš večji fergazer, ne vem, na pamet govorim, Ja, večji ja. fergazer, dizel, tako ste omenili tudi Ja, ja. zdaj. Potem z amortizacijo se tudi da ogromno pridobiti, športni izpušni sistemi. Tako da vse da pridobiti. Vse pa tu stane potem, Elektronika, dejansko, recimo, tudi. Ne. Ja, vse je brutalno drago, lahko rečeš. Ne. Ja, samo zdaj potem če Same, ga pa- recimo, zdaj, če daš, ne vem, ene malo boljše vilce gor, ne vem, zdaj si meni se ne toliko spomnim. Ja. Recimo, samo prednje vilce so tam po 3 uri, recimo 2-3 uri ali pa še več lahko tudi, recimo, ne. Zdaj, ko smo bili v Brežicah na evropski dirki, fantje, recimo, ne, ko ima po, ne vem, 6-7 jurjev dodatne opreme na motoru, recimo, gor, ne, ampak, ja, vse se je pelo vredi, ne, ampak ne pa toliko boljši tudi, recimo, ko pa, Ja. koliko je imel vloženega na motoru, se to in ni, ker Ni pokazalo ni potem, to ne. pokazalo tiste merila, recimo, ko pa Ker eni, ko verjetno, imajo manj zrihtane ker motore. verjetno je pri tem friziranju, če rečemo tako po domače, ne, Ja. dejansko je tudi pomembno, da ga ne prefriziraš, ne, ker potem imaš težave z odvajanjem toplote, pride do pregrevanja, spet nisi nabil nič. Ne. Načeloma se ne na toliko nekak, da bi se glih zdaj preglevali motorje. Ja, vse včasih tudi pride do kvara, recimo, ne. Ampak posledično moraš ti tudi, zdaj, če je res friziran ono, da je maksimum sfriziran, ne vem, mi dva bat menjamo recimo zdaj na 50 ur, na pamet govorim, ne, onega pa moram na 20 recimo, ne, ali pa še mogoče prej, ker je, ne. Še potem, Ker ja. ga v bistvu preventivno že menjavaš, da zdrži, recimo, ne, ali pa ne vem, po vsaki tekmi že eni zamenjajo bate tudi, recimo, ne, kar je, ne vem, 100 evrov strošek, recimo 120 evrov. Ne, Pa je zdaj to- pa, da 3-krat na dan zamenjaš bat, Je. ne, ni to poceni več taka zadeva, ne. Zdaj mi rečete, je to vaša profesija, dejansko bolj ti stroji ali ste bolj se priučili zdaj pač zaradi sina? Ne, jaz sem se malo bolj priučil zaradi tega, no. Aha. Sicer pač, ko smo še bili kot pubeci, smo to šrafali, ampak Ja. ne pa toliko, koliko bi tudi lahko, recimo. No, Ja, tako da tako. nekaj malega, približno vem, zakaj se gre, ne, Ja. ne pa sam pa ne šrafljam motora. No. Razen tisto, kaj je pač, ne vem,
Kaj, če morate bat menjati, pa to potem Ne, to sam, mehanik. ne še. To potem Ne še mehanik naredi. mehanik naredi. Kakšne pa so tvoje želje glede motora? To so tudi različne znamke. Katero znamko voziš? Yamaha 65. 65 in bi na Yamahi ostal ali kako? Bi ostal. Bi ostal. Si zadovoljen s to blagovno znamko? Ja. Ker tu je več teh blagovnih znamk tudi, ne? Yamaha 65, potem je Husqvarna, Gaz, KTM. Je več potem. Ja. Čakaj, zdaj prej ste rekli, da pri 13 letih potem poveča moč, tako da bo spet 12. pri 12. 12, ja. Pred prvo dirko v tisti sezoni ne smeš biti star več kot 12 let, recimo. Če, recimo na pamet, če je dirka 1.3., prva dirka v Sloveniji, če si ti 28. februarja 12 let star, ne moreš več voziti za isto kategorijo. Moraš priti v večjo kategorijo. Če pa si sred leta, takrat pa lahko do konca sezone potem še odpelješ tisto kategorijo. In tu potem, ko se kubiki menjujejo, je potem potrebno menjati celotni motor? Celotni motor, ja. Celotni motor, ni to, da bi Ne. Ker so že potem tudi večja kolesa, 85 ima že potem, ne vem, 16, 14 ali koliko so kole, ne vem. Glavne, že kompletna šasija motora je tudi je potem večja. Potem, zdaj so to koliko colska kolesa ima ta 65? 14-12. 14-12, aha. Ja, prednja 14, zadnja 12. To je kot APN-ka nekaj tu verjetno. APN-ka imela 17 zadnjo. Aha. Tako da je kar 18 predno, mislim, da. To nekje približno. Tako da, ja, potem ti v blato kar ta manjša kolesa verjetno povzročajo probleme. Pol bo lažje, ko bo večja kola. Kako pa je ta širina gum? Gume so tudi verjetno različne, ali? Ja, so. V bistvu zdaj nekaj so tu klasične dimenzije, 60, 80, 14 predna, 80, 112 zadnja. Proizvajalci zdaj se malenkost razlikujejo po sami obliki štouplov, pa mivkarce so potem čist posebej tudi, recimo, ko se samo mivka vozi, recimo, ne. In kako se potem odločate za to širino gume, ne, ker je širša guma, večji opor, ne? Standardne so. A to so standardne? To so standardne. Imaš potem še ene debelejše tudi, ampak za te klasične vilce, recimo zadnje in prednje, so te gume preširoke, niti jih je potem. Moraš potem, če hočeš te široke gume voziti, moraš potem tudi vilce predelati. Vilce menja, to pa je spet povezano z velikimi. Je pa dovoljeno, mislim, v tej kategoriji. Ne sme pa presegati 12 col. Oziroma zadnja ali pa 14 prednja, recimo. Zdaj ne smeš ti dati 16 gor, recimo, ne, predno pa zadnjo 14. Razen pri 85-kah, 85-ka pa imaš velika kola, pa male kole, ne. Obstajajo, pa tudi dovoljeno je, ne. Samo potem, če ima motor dovolj moči, ne, z večjim kolesom potem povečaš tudi hitrost, ne. Ja, načeloma. Samo zdaj ne vem, koliko igra sama hitrost, kaj je bolj pomembno, kot ti ugotavljaš zdaj pri motokrosu? Hitrost ali tehnika? Tehnika prvo, pol pa hitrost. Je, ne, ker je zelo malo, odvisno od proge, verjetno malo, kje je več ravnin, hitrost malo prinese, drugače pa v glavnem tehnika, da se znajdeš v teh ovinkih. Ja. Kako pa se počutiš drugače na dirki, ker to je veliko skokov, dejansko bi lahko dejala, da na nek način pluješ med blatom in nebom, dejansko nekje vmes si. Ker ti skoki so kar, koliko so taki skoki že dolge? Tam po 10-15 metrov tudi letijo. Ja, letijo, ne, mislim, to je že kar, ne. Kak je ta občutek? Opiši nam ta občutek, ko prideš, pa vidiš, tu bo zdaj skakalnica, skočiš. Kaj je treba narediti? Kaj je najbolj pomembno pri pristanku potem, da... Ker lahko padeš potem tudi, ne? Da z nogami motor skozi stisneš, pa stojiš po skoku, ko skočiš. Ko stojiš, ko pristajaš potem? Ja. In potem brez vsakega plina, potem, ko pristaneš, pa plin ali kak, ali prej že? Že v zraku moraš dati. Že v zraku moraš malo mu zategniti gas, bi rekli mi po domače. Ja. Da potem lahko lepo spelješ. Preveč pa tudi nekaj, drugače bi te pa verjetno začelo zanašati pri... Pa ne bi toliko. Ne bi toliko, je toliko stabilen motor. Ja.
In med samo dirko se samo osredotočaš na progo ali imaš tudi čas malo pogledati po gledalcih? Bolj se na progo sredotočim. Tako da. Pa tako da ne vidiš potem, če enkrat dobro skočiš, pa vidiš, Ata, ko reče, Matic, gremo. Ne. Ali ki Ata počaka v cilju? Ne, pač Ati tako posebej je mehanik, to nam se reče, pa tam stojijo, pa kažejo table. Pa to. Table, potem support, koliko krogov, pa te stvari. Tak, Pozicijo, ki je, kaj naj pazi, recimo, ne, v katerem ovinki pač, ali pa... Ja. Kaj moš čim krajše napisati na tablo, Ja, kaj da se razume, dogaja, ne, v bistvu, tako, ne. ja. Tisti sekundo, kaj leti mimo, tako Ja, nima tako je, ja. cajta prebrati, da bi mu neki celi stavek napisal gor. Kako pa vi nazaj, vozniki Formule 1 imajo zdaj radio veze in vse živo, kako pa ti sporočiš? Ata ti napiše tablo, ne, v teh pri boksih ali pač tako pri mehanikih, ne vem, kroge pa te stvari razna upozorila, kako pa ti njim potem sporočiš, da imaš kakšne težave ali kaj? Pač, če imaš kakšne težave, pa ti nekaj v redu dela, priješ sem mehanik cuno, pa veš. Prideš pa ustaviš toliko. Ja, zdaj med treningom to lahko naredimo, recimo, ne, pač ne vem, da motor nekaj v redu deluje ali pa nekaj takega, recimo, ne. Zdaj, če imaš neke ključe, imaš tiste osnovne zraven, se da kaj mogoče ki na hitro kaj narediti, ne. Med samo tekmo pa dokler dela, druga potem tam nimaš več potem, ne. Ni boksov dejansko. Ne, ni boksov, pa tudi nimaš cajta, ker je tekma je 12 minut plus 2 kroga, ne. Nimaš, ne gre, da bi se nekaj ukvarjal potem z nekimi popravilami. Ja, da se recimo nekaj, ne, ampak... Ja, pa potem lahko zaustavi, pa lahko. Ja, lahko pride v boks, v mehanik cono noter, pa se tam pomenimo, kaj recimo, ne, se tudi očala, recimo, če je neko face blato ali pa kaj takega, da mu ti rofov zmanjka v bistvu listekov, ne, na očalih, lahko pride zamenjati očala tudi, ne, ni problema dobenega, ne. To je kaj, pri blatu je najboljše, da si prvi, pol imaš čista očala. Pa tudi ne, ker pol se tudi zgodi za nekatere za krog, prehitevaš, pa je to ful problematično tudi lahko. Pa se mikajo potem, ko jih začneš za krog prehitevati. Ja, odvisno kdo je. Nekateri se kar pelajo. Ti ne dajo prostora. Koliko pa je teh, kako se reče ti, ko se dol jemlje, te folije ali to? Folije, ja, ti rofe. Ja. Koliko je tega na očalih, kolikokrat se lahko na tak način očale čistiš? Jaz imam ponavadi 4 do 5. In kaj potem narediš, če prideš pol kroga še, da nisi še pri mehanik coni, pa imaš blatna očala, dejansko se čez rokavico potegneš, pol še manj vidiš skozi. Pač pol pa daš očale dol, pa se peleš z njimi do mehanik cone. Pa čakaš, da te noben ne prehiti ali pa nobenega da dohitiš, ker pol ti še... Ja. Ker to je kar, ne, to blato kar močno leti dejansko. Saj čelado imamo tudi tu, ne, čelada je močna, dejansko se očala tudi vidimo in ta ščitnik spredaj tudi potem za lažje dihanje, ker drugače tudi dihati ne mogo, ko ti prav blato preleti, je verjetno tudi to težava. Ja, v bistvu ščitite, ne, pred blatom, kamenjem, peskom, ne, da ne teh glih dobiš vse po... Ja. Po ustah gor, ne, po obrazu, ne. Zdaj tudi blato, če je blato, pa so kamenčki noter, ne, je to kar boleče, če ti preleti, ne. Kako pa sam dres, vidimo, da imaš zgornji del dresa, kaj vse sestavlja dres? Škornje? Škornje, želvo, ščitnike za kolena, rokavice, čelada. Vratnica. Ja. Vratnica, to je kaj, ščit za hrbtenico? Vratna opornica, v bistvu. Kaj pa za hrbtenico? Tisto je pa želva. V bistvu, želva, tako kot neka jopca je, ko imaš potem komolčnike, ramenske, hrbtni del imaš zaščiten, tudi spredaj imaš prsni del, pa ledvični pas, vse obenem. Kako pa barva dresa, pa to sami zbirate ali je to določeno? To trener zbere. Trener zbere in potem dres je tudi treba kupiti in verjetno tudi dres se zaradi pranja, pa vse te umazanije tudi verjetno hitro uniči, ne? Ja, lani smo recimo 3 drese, ki si lahko samo v stran vržeš, ne, ki niso več za nadaljno uporabo. Nekaj še imamo malo za kakšen trening,
Drugač pa za pranje nam skrbi čisto za vas, Tatjana Žižek. Nam pere drese, ja. Tu v Lenartu. Industrijski dol, ja. Hvala. Kako pa, vse doma se verjetno tega pranja, to je res potem blatno vse skupaj, ali kako? Načelno, ja, odvisno kak kdaj, recimo, ne. Bila smo na enem treningu, recimo, porabo je 2 dresa, ne. Ko sem prišel domov, prvo sem jih tam kuj v vrečko za smeti dal noter, ne, ker je bilo tako mokro, blatno, da nisi mogel jih dati kam drugam, ne. Ko sem prišel domov, sem jih prvo šel z kerherom dobesedno oprav, da je tisto ta hujšo blato šlo z njih dole, recimo, ne. Motor pa tudi taki, ki ničemu podobno. Motor pereš sam ali je to bolj ata preskoče? Ata. To je kaj, kirher, pa gremo, ni druge, dejansko čisto tako. Pol pa verjetno motor vun, pa lopata, pa je treba vse čistiti, ker to je kar blata, po mojem, ne? Ja, se kar navere, za 2-3 lopate je tudi včasih blata z motora, ne. Načeloma ga že tako stahujšega, že ga problemaš tam z lopatko, čistilno lopatko, v bistvu ga že malo tam počohaš dol, da te ni životi, vse skupaj, potem strano tako hudo, ne. Pol pa doma, čistilna akcija. Kako pa poteka pot? Zmenita se, Atom se zmenita, zdaj greva na trening, zdaj greva na tekmo, rečemo na Madžarsko. V Lenartu se vsedeta v kombija, naložita motor, naložita tisto osnovno opremo, ki je potrebna in potem se peljeta. Kaj delaš med potjo? Se pogovarjata ali? Največ se pogovarjamo, kak je del odvozin, če vem, kakva proga je. Potem pa me malo pred progo da mati dol, pa tečem do proge. Se malo segrejem že. Razgibavanje dejansko, na nek način ogrevanje dejansko. Navadno kaki kilometer pred koncem proge, ali pa mogoče manj, kilometer 500 metrov, pač odvisno. Kaka je cesta, tista do same proge, te grejo navadno fantje ven. Pa potem, če gremo na skupinski trening, tudi če gremo sama, pa isto potem naprej, ne. Da se malo ogreje, pa. Tako da Ata se pelje, tebe pa pošle peš. Ja. Vas je tu iz Lenarta več ali si sam dejansko? Bolj sem sam. Tako da nimate možnosti, da bi se skupaj vozili na trening ali pa kaj? Ne, tu v bistvu ne, se pa kje po poti dobimo, pa potem tudi včasih, če gremo kam dalje, da se nekako kompletiramo, pa gremo, namesto da bi šli s 5, gremo s 3 avti, recimo. Da se potem... Ja, malo si stroške razdeliš, ni zdaj to nekaj dosti, ampak pa še pot ti prej mine, ker imaš malo kaj čvekat, ne. Tako. Prej sva govorila o tvojih vzornikih, kaj pa prijatelji, odkot prihajajo tvoji prijatelji, imaš tudi v motokrosu verjetno prijatelje? Ja, moj najboljši prijatelj iz motokrosa je Leo Kajser, mi je iz Ptujske Gore. To je tu blizu Lenarta, on so sošolce doma. Tako, to so bolj tvoje sošolce, prijatelji, ne? Ta Kajzer iz Ptujske Gore, ta je pa tvoj, bi rekel, prijatelj po profesiji, dejansko motokros, ne? Ja. Oprema, govorili smo o motorju, potem, ne, ampak ni samo motor, čelada, obleka, tudi ta redno vzdrževanje, kot pravite, menjava bata, potem ta očala dejansko, ne, to je treba za vsak trening, za vsako dirko. To je kar potem tudi strošek tih dodatnih, dejansko bi rekel drobnega inventara, verjetno, ki ga potrebuje. Pa niti ne, ker v bistvu očale ene ali pa ne vem, trojne kupiš, pa jih imaš potem celo sezono lahko, če lepo skrbi za njih, ne. Problem je, tako ste prej rekli, da ti zmanjka ti rofov, pa začneš potem z rokavico čohat po očali gor, ne, takrat se ti to ta prednja šipca v bistvu kratce enot naredijo. Risi se naredijo. Risi se v bistvu enot naredijo, tako isto, tako, pa potem slabše vidiš, ne. Niso zdaj funkcijsko očala, niso zdaj zaradi tega nič slabša, ampak nimaš pa tiste vidljivosti, recimo, ne, ko bi jo lahko imel, ne. Kar pa je tudi pomembno, verjetno, ko prideš v neko jamo, pa je veliko teh kolesnikov, je pomembno tam, da dobro vidiš pa. Kako se tu sploh odločaš, ko vidiš zdaj tam eno lužo veliko? Ata je rekel prej, da če obstaja luža na progi, da jo ti najdeš. Ja. Drži to? Ja.
Kako pa potem, ko voziš, dobro, ovinek pač dejansko iščeš verjetno tisto najbolj idealno linijo, ampak ko se tudi ravno pelješ, dejansko rečeš, da okay, grem malo levo, kako se to odločaš, grem malo desno? Tam, kjer je lepša špura, pa kjer je lepši grip. Kaj zdaj to pomeni lepša špura, manj teh... Pač da manj ruka, pa lepše lahko odpelješ. Kaj pa potem, ko prideš v to večjo blato pri 65 kubike, se ti je že kdaj zgodilo, da motor ni htel iti iz blata ali kaj potem narediš? Pač to je še mi ni zgodilo. Ni, ampak če se pa zgodi, pa kaj, stopiš dol ali... Stopiš dol, pa probuješ prid z tistega blata, ne? Snimaš kaj druga, ne? Ja. Bolj je problem, če pade v taki luži, recimo, ne? Pri 65 ni več pomoči staršev na dirki, ne? Na treningi pač greš do njega, pa ga probuješ te samo pomagati, nekako dobiti, ne? Na dirki pa mora to sam dozrihtati, ne? Tako da je tudi pomembno, da motor, kakva je teža motora, lahko ga sam lepo Mislim, dvigne. da 55 kg teža motora. Ne, tudi ni tako lahki. Ja. Tako da je... Tako da verjetno moraš tudi malo tehnike imeti, da ta motor postaviš, ne? Ja. Tako. To se v šoli se to naučijo v bistvu. Pravilno ga že dvigniti, pa zakurbljati sami, pa Tako. da se lahko potem naprej odpeljajo v bistvu. Ne. Verjetno tudi sam padec, na kaj je treba biti pozoren, ko vidiš, da boš padal. Pač probaš, da se ti ne to zgodi. Recimo, ko letiš po luftu, da imaš, da je sprednja kola ravna, zadnja pa je malo bolj desno, da probaš čim bolj zravna, da lahko lepo pristaneš. To pomeni, si mi navadni napačno razlagamo, da imaš motor ravno, malo mora biti zadnja kola po strani. Tudi, ja. Tudi, to so vse tehnike, ampak vsega verjetno ne zaupal. To je neka skrivnost, verjetno ima vsaki malo. Ja, zdaj se potem začne oblikovati neke lastne tehnike, verjetno, ne? Ja. Tudi ko opazuješ, recimo, ne, od sotekmovalcev tehnike vožnje je tudi, ne vem, če našega gledaš, naš je bolj ono hard varianta, ne. Ja. Enega drugega gledaš, on je tudi hiter, ampak je bolj tak na soft, elegantno, lepo se pelje, recimo, ne. Naš je pač bolj oni divjak, ne. Zdaj pa gremo, zdaj pa gas, zdaj pa mora pet motor. Tako, to je. Kaj je pri tem motokrosu najbolj všeč? Sam si rekel, da bolj je blatno, boljše je, pa kaj te tisto najbolj, na nek način bi dal pomirja, ta zvok potem motorja ali kaj, ko zategneš na polno gas, bi rekli po domače, ali kaj? Ko v zraku daš gas. Ko v zraku daš gas, potem kaj je to zvok drugačen ali... Ja, malo drugačen zvok. Je malo drugače vse skupaj, ne? Samo ni to potem, ko daj zrako gas, ne, potem... A ja, tu je zdaj že, tam ima menjalnik, ta ni več. Odvisno kak letiš, ne, zdaj, če si naprej, tega zadaj daš gas, da ga zbremzaš, recimo, ne. Če pa preveč tak letiš, tega pa moraš po bremzi zadnji, recimo, ne, da ga zravnaš, ne. Ali pa ga samim motorom lahko tudi, mislim, samo z nogami ga primeš, pa potem ga tudi lahko vagaš, če bi tako rekel, ne. Za to balansiranje v zraku tudi moraš imeti moč, kaj najbolj pomeni, noge, roke. Moč niti ne toliko, bolj moraš tu pa v tisti sekundi dveh moraš to pogruntati, ne, kaj boš naredil, ne, ker je ko potem to zelo nevarno, ne. Ali letiš na prednjo kolo, ali pa boš tak, recimo, tudi pristal. Kaj je bolj pomembno, kako moraš priti? Na zadnjo kolo bolj moraš priti ali? Pač tako, da lepo skočiš. Najbolj je potem obojni dotik. Obojni, ja, dotik je najboljši, ne. Kar pa ga je verjetno težko doseči, ker te stalno nekam vleče, ali? Ja, včasih te naprej, včasih pa nazadnjo. In to potem balansiraš, kaj pa sam menjalnik, zdaj še potem, ne vem, zdaj, če je ravna proga, pol imaš v 6. prestave in potem v zraku moraš zamenjati prestavo, ali kako? Ja, če je skok, pa pol hitro vinek, že lahko v zraku prestavljaš. Tudi, če greš navzgor, recimo, pa da je skok navzgor, moraš menjati že nižje, v zraku, eno ali pa dve nižje, da potem peljaš naprej, ne, da nema motor, potem jekne dobesedno, po domače rečeno, ne. In ta menjalnik je potem podoben APN-ki, ali kako? Ista varianta. Ista varianta je potem. 6-brzinski menjalnik,
Prva dol, vse ostale je gor, med prvo in drugo, ler pa je to. Se ti kdaj zgodi, da se, bi rekel, zašaltaš? Ja, tudi. Tudi se zgodi, ne? Ker potem kaj, sklopka pa potem isto po eno. Isto. In to moraš šteti potem, ali kako imaš tisti občutek, ali imaš, kaj pa same naprave ti kaže, kje, v kateri predstavi imaš, ali Ne pač, ko si štejem, bolj ko ne. ročno šteješ, pač rečeš, ok, prva, potem potegneš druga, ali češ tretja, četrta, peta, šesta, to je kar potem, ne, mislim. Zdaj mislim, da bolj avtomatsko dela, ko pa, Ja. ko pa da še študira poleg, Ja. pa si šteje, koliko keri brzini ima, ne. Kaj pa je tisto pri sami tehniki, kot če te rečeva, ne, ko se pelješ? Kaj je tisto najbolj pomembno, kaj je tisto, na kaj najbolj paziš med samo vožnjo? Da držim z nogami motor skupaj, pa da imam roke tak, ker pol tudi lažje daš gas. Pa na skokah, da pač lepo preletim dol. Lepo skoki. To proga, ki ima veliko skokov, ti je najbolj všeč. Ja, In katera proga ti je tu okrog najbolj všeč, mislim, kje pač treniraš? meni je najbolj všeč proga v San Gotthard, Madžarska. Madžarska, aha. Kaj, ker ima veliko skokov ali daljše skoke? Daljše skoke pa tudi vsakice lepe špore naredijo. To pomeni, ta dolžina skoka je tudi odvisna od proge. Bolje je proga odprta, večja je hitrost, ne? Potem daljši je skok. Ja. In v glavnem, danes veliko govorimo tudi o tem, da je mladina preveč pri računalnikih, na telefonih. Kako pa ti, s tem nimaš težav? Kaj bi svetoval vrtnikom, ki pridajo domov, pa delali so samo na tablici, na računalniki, ker ti verjetno za to toliko nimaš časa? Da naj grejo rajši kaki šport trenirati. Je boljše, ne, kot pa. Drugače si pa sam tudi rad kaj na telefonu ali na tablici. Ko ata vozi, malo pogledaš, kakva je situacija. Ja, Tako je tudi prav. Učiš se pa ne, ko se peljeta na trening. tudi se včasih. Tudi. Ali pa ko na kako dirko, ko gremo za 2 dni, pa en dan naredim pouk ponavadi. Aha, potem še. V šoli so stanki, to ni problema. Je to že potem isto status športnika? Imamo status športnika. Status športnika, tako da ni. Potem v šoli nimaš težav. Kateri predmet ti je najbližje? Šport. Šport. Kaj pa od ostalih predmetov? Matematika, slovenščina, fizika, Likovna, pol pa družba. družba. Fizika ne, a fizike še Fizike nimate, še zdaj ne. še nimate. Ja. Fizika bo potem... Drugo leto, ali ja. ne, 5, 6. Fizika ti bo verjetno bolj zanimiva, ker to je potem razna aerodinamika in te stvari. Tak da. To boš ti že obvladal, boš lahko z prakse kaj povedal. Tak da. Sile, gravitacije. Tako. Ne? In razmišljaš tudi, kaj še povečanje, koliko lahko dejansko, koliko on lahko zdrži, koliko treningov na teden. Dejansko to obremenitev. Če bi bilo po njegove, on bi bil vsak dan cele popoldneve na motorju. Aha, bi šlo. Ja, Bi ti šlo ja skozi. mislim, šlo zdaj. Ja. Ne, ampak po njegovo, on bi bil to veno na motorju. Ne. Če bi čas dopuščal, Ja. bi to guslo v eno. Ne. To pomeni, motivacija je na vrhuncu. Ja. Zdaj posebej, ko si osvojil stopničke. Ja. Tako, to je pokal. Ja. Ta je pokal iz To je teh zdaj stopničk. stopničke. Ja. Ja. In ostalo so pa medalje iz raznih tekem, tako tek se še bo nabralo veliko. Želimo ti tudi, Matic, da nabereš čim več pokalov, tudi tiste večje, in seveda, da se spet kmalu srečamo v našem studiu, pa potem povemo, kaj si vse dosegal, pa potem absolutno pa, ko boš zamenjal kategorijo, ko greš na večji motor. Ne? Tako. Najlepša hvala vama za obisk, da ste si vzela čas, ker vem, da popoldneve ravno nimata. Vi ste mi rekli, da imate ravno danes dopust, tako da smo lažje uskladili zadevo. In seveda, kaj ne rečem za konec, veliko uspehov obema,
da bi motor zdržal, da bi tudi sponzorji se vama bolj pridružili. Mogoče še to, kako je sponzorje. Vem, da nogomet ima veliko sponzorjev, ne vem, tenis pa te stvari. Vem, da odbojka je imela včasih velike probleme s sponzorji. Kako je pri teh motošportih? Ni lih najlažje, no, se moraš kar potruditi. V bistvu zdaj smo tak, da smo bolj kot ne med nekimi prijatelji, znanci iskali pač kako finančno podporo. Zdaj pa tudi delamo na tem malo, da bi preko Motocross Akademije Sašo Kragl, v bistvu, ker mi dva nimamo svojega društva in če hočeš neke sponzore dobiti, moraš tudi potem neko društvo imeti. Da preko njega potem tudi zdaj, on sestavlja en dopis. In potem vam pomaga na tak način. Na tak način potem pomagamo. Ne. Tako. V glavnem... Potem vse v bistvu, ves material ali pa treninge, potem črpaš pač iz tega denarja v bistvu. Ker dejansko verjetno za službo je to zelo težko, je skoraj nemogoče. Ne, potem. Ja, z eno neko tako poprečno slovensko plačo zelo, zelo težko, da bi lahko to vozil. No. Moraš še nekaj malo poleg narediti, da si lahko to privoščiš. Nekaj je, če se tako voziš privat doma, ne vem, enkrat, dvakrat teden, ali pa enkrat tedensko, ali pa enkrat na 14 dni greš pač na progo, pa se tam malo bolj zaradi svoje duše pelješ, ne, drugo je pa tako resno tekmovanje, ne, ko je to, ne. Vse tudi pri ostalih športah, brez treninga žal ne gre, ne. Malo je takih talentov, ki lahko rečeš, da prije na tekmo pa odšpila ali pa odpelje, ne rabi, mislim, ne rabi treningov, ne, ampak načeloma treningi morajo biti, ne. Mogoče še za konec vprašanje, Matic, zdaj Ataja vidimo tukaj, še kdo ti pomaga od bližnjih? Mama. Mama, kako funkcijo ima mama? Spodbuja me na tekmi, pride kdaj pa kdaj zraven. Pripravi kaki sendvič tudi za napot? Ja. Pa sestre še imaš, praviš? Ja, 2. Te tudi podpirata pri tem. Tako da vsi živite dejansko za tebe in jaz upam, da se je družina Žibek pravilno odločila, da je to najboljša naložba za prihodnost in da jih ti ne boš razočaral. Hvala še vam enkrat za obisk in seveda sporoči kakšne nove rezultate in seveda se kmalu spet vidimo v našem studiu. Kot ponos Lenarta, motocross in tako naprej. Veselo, da boš ostal tak, da te more vedno boljše, da te Ata miri, vleče malo nazaj, kot da bi te mogel spodbujati. Vam, drage gledalke, pa hvala, da ste si vzeli čas in nas spremljate. Vsekakor pa nič ni narobe, tudi če se odločite, pa mladega športnika podprete, ker drugače vam povem, v studiu je malo bolj zadržan, drugače je pa kar poln energije. Hvala še enkrat in ne pozabite všečkati in se naročiti na naš kanal Neokvirjeno.